Tokrat v oddaji Občinski informator. Na mariborske ceste bo v naslednjih dneh zapeljalo več novih električnih avtobusov. Dušan Waldhüter napovedal kandidaturo za župana občine Sveti Jurij. Predstavitev poslovnih idej udeležencev 5. skupine projekta Poni Podravje. Osrednja občinska prireditev občine Duplek. Povorka Obudimo stare čase in slovesnost ob občinskem prazniku občine Cerkvenjak. Koncert kvatopircev pod kozolcem v Čreti ob praznovanju Dneva državnosti v Poljčanah. Vaške igre v občini Cirkulane. Lepo pozdravljeni. V Mariboru se nadaljuje pomemben korak bolj trajnostni mobilnosti. Na mestne ulice je zapeljala nova generacija električnih vozil javnega podjetja Marprom, ki vključuje različne tipe avtobusov, od manjših minibusov do 18-metrskih zgibnih avtobusov, ki se po več desetletjih tako rekoč znova vračajo v mestni promet. Maribor nadaljuje elektrifikacijo mestnega potniškega prometa. Marprom je namreč predstavil novo generacijo električnih vozil. Predvsem gre za minibuse dolžine 6,5 metrov, potem so tukaj standardni avtobusi 12 metrov dolžine in pa seveda največji 18-metrski zgibni avtobusi, ki bodo v mestnem potniškem prometu predstavljali veliko novosti, seveda se vračajo po dolgih desetletjih nazaj na mariborske ulice. Zgibni avtobus kot taki ima kapaciteto 127 potnikov, kar je 50 potnikov več nekje od standardnega avtobusa in predstavlja veliko moč, predvsem na področju učinkovitosti, predvsem najbolj obremenjeni liniji, med kateri spada zagotovo linija G1, na kateri dnevno prevozimo tudi 1900 potnikov in več. Vsi imajo pantografske polnilnice, kar pomeni, da se lahko polnijo tako na pantografi, kot tudi na klasični priključki. Do konca leta bo flota mestnega potniškega prometa še dodatno okrepljena. Konca letošnjega leta namreč dobimo še 9 vozil, skupaj bomo tako ob koncu leta imeli že 44 vozil, kar predstavlja več kot 40% celotne flote Marproma. Električna vozila Marproma bodo na mariborske ulice zapeljala v prihodnjih dneh, ko bodo postopoma vključena v redni mestni potniški promet. Že elektrificirani liniji G5 in G6 bomo tako postopoma elektrificirali tudi linije G1, G2, G3 in G4, te tudi nekatere povezovalne linije, to sta linije 512 in 517. Prav tako seveda ne smemo pozabiti, da upravljamo vse mestne prevoze tudi z vozili na Klicmeister in pa Doktormeister, kako tudi z električnim vlakcem. Medtem pa tukaj seveda moram poudariti še dodatno, da smo tudi pridobili še nove električne kombije, kateri pomagajo pri šolskih prevozih in pa hkrati tudi na področju dopolnjevanja mestnih linij. Največja nova pridobitev so predvsem 18-metrski zgibni avtobusi, ki se po več desetletjih znova vračajo v Maribor in bodo namenjeni najbolj obremenjenim mestnim linijam. V 35 letih imamo spet takšen avtobus, pomeni, da potrebujemo več avtobuse, da se več ljudi vozi z avtobusi. Hvala tudi vsem uporabnikom avtobusov. In ta zadnja investicija je vredna 11 milijonov, od česar jih približno 8 da Ekosklad, vse skupaj pa smo investirali do sedaj 21 milijonov v elektrifikacijo, plus seveda vsi podprojekti, ki so za to potrebni, delavnice, pa polnilnice in vse ostalo, samo zato, da gremo naprej. Predvsem glavnih linij, torej od G1 pa do G4, absolutno te 4 linije so potrebne posodobitev, predvsem pa tudi večjih avtobusov, tako da verjetno to niso zadnji zgibni avtobusi, trenutno jih planiramo skupaj 8, pričakujem, da jih bomo še nadaljnih nekaj nabavili v tej smeri, skupaj seveda mestna občina Maribor. Vsa nova vozila so električna, kar predstavlja pomemben korak k čistejšemu in bolj trajnostnemu javnemu prevozu. Boljši mestni servis in povezujemo boljši javni prevoz v kombinaciji z drugimi produkti, zato da bo življenje v mestu bolj čisto, bolj zdravo, bolj zeleno. Maribor nadaljuje razvoj sodobnega, učinkovitega in okolju prijaznega javnega prevoza. Z novimi električnimi vozili in nadgradnjo infrastrukture postopno povečujejo delež električne flote na področju trajnostne mobilnosti. V občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je pred jesenskimi lokalnimi volitvami kandidaturo za župana občine napovedal Dušan Waldhüter. Na volitvah bo nastopil kot neodvisni kandidat s podporo volivcev. O predstavitvi pa je poudaril pomen povezovanja, dialoga in trajnostnega razvoja občine ter napovedal, da želi program oblikovati skupaj z občani. No, podrobnosti pa v prispevku. Novinar, urednik in podjetnik Dušan Waldhüter je napovedal kandidaturo za župana občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Želim vsekakor posebno pozornost nameniti ljudem, odnosom in predvsem starejšim.
mladim in mladim družinam. Zdaj pa, a se mi zdi, da je mogoče pravzaprav vsa ta področja peljati hkrati in razvijati hkrati? Jaz sem prepričan, da ja, ampak če imamo dovolj jasno vizijo in če imamo dovolj sodelovanja. Pravi, da bi samo občino bolj povezal z investitorji, z državo in z evropskimi razpisi. Kot župan pa bi sodeloval tako z občinskim svetom, kot tudi s strokovnjaki. Veste, ljudje zelo dobro vemo, kaj bi radi, ali pa ponavadi vemo, kaj bi radi, pa kaj si želimo, ampak stroka je tista, ki nam lahko da najboljšo rešitev. Zato si želim razvijati tako občino, kjer bodo ljudje pravzaprav slišani, kjer bo stroka upoštevana in kjer bodo rešitve, ki jih bomo izbrali, odgovorne. Noben župan na svetu, noben, pa ne more tega narediti sam. Vsak potrebuje ekipo ali pa ljudi in tudi jaz nameravam zbrati okoli sebe ekipo svetnikov in sodelavcev, ki bodo imeli prvič že neke konkretne rešitve za seboj, nekaj, kar lahko pokažejo, ki se bojo znali pogovarjati, ki bojo znali sodelovati tudi takrat, ko se okoli vsega ne strinjamo in ki bojo znali slediti neki viziji občine, ki bo nam skupna. Program sestavlja, konkretnih projektov še ne želi omeniti, saj pravi, da noče dajati praznih obljub. Želim najprej zbrati ljudi, s katerimi bomo zgradili eno skupno vizijo. Se pravi, jaz vem, kaj si jaz želim v kraju, ampak občina, tudi če bom župan, ne bo moja. Želim si en konsens ljudi okoli tega, kaj je prioriteta, vsaj en generalni še pred volitvami, da lahko zberemo okoli sebe na nek način podobno misleče ljudi. Nobenih obljub ne želim dajati v smislu, kaj bom naredil, zato ker niti se ne želim si, da bi pravzaprav noben župan imel tako moč, da bi lahko zdaj pred kandidaturo par mesecev prej rekel, kaj bo in pravzaprav sam to speljal. Tako meni, da mora priti do skupnih odločitev in do konsenza. Da se skupaj odločimo, kaj bi radi, ker veste, razvojni projekti, ki so, tako kot je zdaj trenutno, recimo prizidek vrtca k osnovni šoli, za malo občino, kot je naša, je to izreden finančni zalogaj, zelo velik projekt, za katerim so pravzaprav, skoraj lahko rečem, leta dela. In take stvari so resnično na nek način pomembne, se pravi, ker je občina mala, prevladajo, ne moramo si privoščiti 7 takih projektov, zato se mi je ta odgovornost pravzaprav definirati nekaj, kaj bomo pa res vložili, naredili, lep del proračuna namenili, absolutno nekaj, kar je stvar konsenza. Ne samo zdaj nekaj ljudi, ki okoli mene mogoče so moji somišljeniki, ampak širše. Pravi, da ekipo že sestavlja, o kandidaturi za župana pa je začel razmišljati pred približno letom dni. Se mi je zdelo pomembno, da nekaj vrnem skupnosti, v kateri živim. Zaznal sem tudi ta interes, bi rekel, javnosti v smislu pogovoru z ljudmi, ki so izkazali željo, da bi nekaj enostavno, da bi bilo fajn, da nekaj spremenimo, nekaj zaženemo malo drugače in da mogoče postavimo občino ne v smislu revolucije, ampak v smislu enega res premišljenega, intenzivnejšega razvoja na nek sodobnejši tir. Da zgradimo na tem, kar mi smo, da ohranimo to, zato sem rekel identiteto. Poudaril je še, da bo na lokalnih volitvah nastopil kot nestrankarski, neodvisni kandidat s podporo volivcev. Vsaka podjetniška zgodba se začne z idejo. Za njen uspeh pa so potrebni tudi pogum, znanje in vztrajnost. Prav pri tem pa pomaga program Podjetno nad izzive Poni. Na tradicionalnem hišnem sejmu je svoje projekte predstavila 5. skupina Poni Podravje ter pokazala, kako lahko različne zamisli prerastejo v konkretne poslovne priložnosti. Program Podjetno nad izzive Poni že vrsto let pomaga posameznikom pri uresničevanju podjetniških idej ter jim ponuja znanje, mentorstvo in podporo na poti v podjetništvo. Ponudijo nam veliko različnih mentoriranj in strokovnih izobraževanj, tako da si lahko seznanjam z določenimi procesi in pa rečemo smermi, podjetniškimi smermi, s katerimi mogoče prej nisi bil toliko seznanjen, zdaj pa lahko malo vidiš, kakšno še je ozadje, globina, kam vse se to lahko razširi in v bistvu lahko vidiš, da je vsaka stroka lahko precej globoka. Izjemno, v bistvu tako pozitivna izkušnja. V bistvu gre za neko tako podporno okolje. Spoznala sem v bistvu tako še 11 ljudi, ki ima vsak svojo idejo in v bistvu tako uživam v tej pestrosti idej in talentov. Plus tega v bistvu tako smo deležni izvrstnega mentoriranja,
sprašujejo nas, kaj potrebujemo, prihajajo nam nasproti, da v bistvu bomo lahko zdaj po zaključenem projektu štartali. Veliko znanja iz podjetništva, iz vseh smeri, kaj bi jih naj znal kot podjetnik. Dal mi je to podjetniško žilico, ki mi je manjkala, da nisem že prej odprla in se posvetila svojemu delu. Plus tega pa na vseh predavanjih sem spoznala nek košček sebe, ki ga prej nisem spoznala. V okviru 4-mesečnega usposabljanja udeleženci ob podpori mentorjev razvijajo svoje poslovne zamisli, pridobivajo nova znanja in preverjajo njihov potencial na trgu. V bistvu bi ga priporočala vsem, ki v bistvu tako želijo, bi rekla, živeti od tega, kar radi delajo. In se naučiti, na kak način v bistvu tako biti na začetku one man band za vse, in zasluži dovolj, da lahko poravnaš položnice. Sem tukaj še nadgradila svoje znanje, pa razširila obzorja. V bistvu ideja po packanjih pa se je rodila tukaj, ker sem v bistvu videla, da lahko pod enim imenom združim več svojih dejavnosti, ki jih rada opravljam in se zdaj podajam na novo pot. Tako da polni program mi je dal veliko, dosti znanja, širine, bi rekla, novih poznanstev in pa mogoče celo neko vero vase, da pač bo šlo. Na tradicionalnem hišnem sejmu je svoje projekte predstavila 5. skupina Polni Podravje ter pokazala, da v regiji ne primanjkuje podjetniških idej, ustvarjalnosti in inovativnosti. Moja poslovna ideja je grafični studio, torej oblikovanje vizualnih podob, poslovnih tiskovin, promocijskih, pa vodenje socialnih omrežij. Vodim blagovno znamko Satanovi Froci, ki so v bistvu ilustrirani izdelki za pripadnike alternativnih subkultur, punksov, metalcev, podobno. Imam pa tudi zdaj na novo Popackani podjetje, ker pa v bistvu združujem 4 dejavnosti, in sicer poslikave telesa, začasni tatuji, UV promocijski tisk in pa fotografiranje. Jaz sem predvsem želela izpopolniti svoje znanje na področju prodaje in marketinga. V bistvu vodim detoks programe z postenjem, odmike z delavnico priprave zdrave hrane, predavanja, izobraževanja. In v bistvu moj namen je bil, da pridobim pač ta prodajna marketinška znanja, da zapolnim svoje skupine in da ustvarim v bistvu tak program za podjetja. Vodja projekta je poudarila, da jo ob zaključku vsake skupine najbolj razveseli napredek udeležencev, saj se približno 40% vseh vključenih po koncu programa odloči za samostojno podjetniško pot in svojo idejo tudi uresniči v praksi. Poleg vseh usposabljanj in pa delavnic ter predavanj različnih zunanjih mentorov, notranjih mentorov, mislim, da je tisto, kar je ključno, da pridobijo eno tako vrsto samozavesti oziroma poguma, da vse to, kar so se tukaj naučili v relativno zelo kratkem času, lahko prenesejo v življenje, torej zdaj, ko bodo v resnici stopili na svojo podjetniško pot, in jaz mislim, da je to nekaj, kar je sicer neopremljivo, je pa dejstvo, da poudarjajo, da je to tisto, kar jim je dalo največji zagon, krila, da lahko poletijo od tukaj in zdaj suvereno zagovarjajo svoje storitve in pa svoje produkte. V 4 mesecih udeleženci pridobijo ključna podjetniška znanja, od priprave poslovnega načrta in raziskave trga do komuniciranja, javnega nastopanja ter razvoja lastne blagovne znamke. Velikokrat, ko jih vprašamo, so to neke otroške sanje, kaj bi želeli početi. Potem se zgodi vmes življenje, zgodijo se neke druge kariere in potem v nekem trenutku razmišljajo, kaj jim daje smisel. Zaradi česar želijo pustiti v nekem prostoru svoj pečat in potem ponavadi se opogumijo in stopijo na podjetniško pot. Regionalna razvojna agencija za Podravje Maribor bo v okviru programa PONI do konca programskega obdobja podprla 106 bodočih podjetnikov, s čimer nadaljuje spodbujanje podjetništva in razvoj okolja za uresničevanje poslovnih idej. Sedaj pa v občino Duplek, kjer je svoj praznik tudi letos obeležila s slovesno prireditvijo posvečeno ljudem, ki s svojim delom, znanjem in predanostjo puščajo pečat v lokalni skupnosti. V ospredju večera v športni dvorani Duplek so bili prejemniki občinskih priznanj, ki pomembno prispevajo k razvoju občine in bogatijo življenje njenih prebivalcev. Na podrobnosti pa v prispevku.
Ob prazniku občine Duplek je v športni dvorani Duplek bila osrednja občinska slovesnost posvečena posameznikom, društvom in organizacijam, ki za svojim delom soustvarjajo razvoj in utrip lokalne skupnosti. Smo lahko ponosni, da imamo posamezniki, ki dajo nekaj več, ne zase, ampak za skupnost, in tem smo se danes v okviru tega občinskega praznika tudi posebej zahvalili, in jaz sem vesel, da tudi tisto najvišje priznanje častnega občana nekako najbolj odseva dupliškega človeka, preprostega, skromnega, takšnega, ki je pripravljen sodelovati, pomagati in ne nujno siliti v ospredje. In gospod Franc Užnik zagotovo je poistovetenje takšnega človeka in zato sem prepričan, da je šlo to priznanje v prave roke. Vrhunec slovesnosti je bila podelitev naziva častni občan občine Duplek, ki ga je prejel dolgoletni gasilec, kulturni ustvarjalec, pevec in vinogradnik. Takšno priznanje se ne dobi vsak dan. Drugi so to hteli, da ga dobim, sem bil zelo presenečen, ampak zglasovali so za mene, sem ga sprejel za zahvalo, da je nekdo to spoznal moje delo v kraju. Priznanje je prejel za desetletja predanega delovanja ter pomemben prispevek k razvoju in družbenemu življenju lokalne skupnosti. Imam rad ljudi, rad grem med ljudi, sem v 3 pevskih zborih, pri gasilcah že 66 let, zmerno aktivno delam in tako so ljudje videli, da nisem politik, pa ni nič, ampak pridn človek. Priznanje za protokolarno vino občine Duplek je to leto pripadlo vinogradništvu Polanec za Laški Rizling. Nina Polanec pa je prejela naziv kletarka leta. To je zame ena potrditev, da v bistvu delamo doma vsi dobro, ne samo jaz, pač cela družina se trudi v tej smeri, da razvijamo vinogradništvo in vinarstvo. Tako da lahko smo zelo ponosni, da smo prejeli to priznanje in da lahko v tem letu predstavljamo občino Duplek s protokolarnim vinom. Županova priznanja so prejeli posamezniki in organizacije za pomemben prispevek na področju gasilstva, humanitarnosti, kulture, turizma, dediščine in izobraževanja. Mi pomeni ogromno, ker sem po končanju osnovne šole izvedel, da mi je kakor šola kot gasilsko društvo zaupalo, pač je res nekaj posebnega, ker iskreno nisem pričakoval tega priznanja. Pomemben del slovesnosti je bil namenjen športnikom. Podelili so priznanja za športne dosežke in vrhunske rezultate, razglasili ekipo leta ter športnico in športnika leta. Naziv sta prejela odbojkarica Žana Ivana Haložan-Sagadin in jugodist Niko Granfoner. To v bistvu pomeni ogromno, da me občina tak ceni. V bistvu to poplača ves trud, ki sem ga vložil v to šport, v vsa tekmovanja. V bistvu pomeni mi zelo dosti. Županova priznanja so prejeli tudi učenci iz osnovne šole Duplek in osnovne šole Korena, ki so vseh 9 let osnovnošolskega izobraževanja zaključili z odličnim uspehom. Meni pomeni zelo veliko, ker pač pokaže, da sem se res potrudil to pač čas šolanja in mi pač veliko pomeni tudi prejeti to od našega župana. Župan je izpostavil številne razvojne projekte v občini, ob tem pa poudaril, da so največje bogastvo občine njeni ljudje. Zgornji Duplek se z temi novimi 2 krožiščuma in sproščenim prometom bistveno izboljšal in sprostil. Seveda vsi upamo, da nov projekt izvedbe doma za starejše in kar nekaj manjših takšnih projektov, na katere smo lahko ponosni, da jih speljujemo, ampak kot rečeno, rezultat občine niso samo zidovi, ampak predvsem ljudje in to, kar ljudje čutijo. Praznik občine Duplek je bil tudi letos predvsem praznik ljudi, posameznikov in društev, ki za svojim delom, predanostjo in uspehi soustvarjajo razvoj ter prihodnost lokalne skupnosti. V Cerkvenjaku pa so imeli povorko Obudimo stare čase, na kateri so pokazali, kako je bilo nekoč v njihovih krajih, sledila pa je še slovesnost ob občinskem prazniku, na kateri so podelili več priznanj, grbov, županovih petic in drugih vrst priznanj. V predverju Doma kulture pa je bila na ogled še prav posebna razstava. Ob občinskem prazniku Cerkvenjaka že tradicionalno pripravijo povorko, na kateri obujajo stare običaje, navade in spomnijo tudi, kdo in kako je nekoč tu živel. Nekako to mi zdaj ohranjamo
stalno se je reklo povorka starih običajev, mi smo ji dali podnaslov Obudimo stare čase. Na povorki so sodelovala mnoga društva in tudi drugi. V naši občini imamo 25 društev oziroma organizacij, trenutno se deluje 13 ekip, nisem jih še točno preštel, mislim pa, da nekaj okrog 150 ljudi sodeluje v povorki, kar je lepo zahvalno. Moram reči, da se lahko pohvalimo, da v severovzhodni Sloveniji oziroma v Sloveniji tega ni, kaj imamo mi. Tako so se nekateri ozrli s svojimi prikazi na običaje in tudi kmečka opravila. Mi bomo danes v povorki starih običajev prikazali, na kak način so delali z karuzo, se pravi od samega sajanja, pa potem tudi na koncu do končnega produkta, se pravi kruh, domače kokice in tako dalje. Spet drugi pa so pogledali daleč nazaj v preteklost. Predstavljamo Rimljane, ker v našem koncu je kar nekaj teh rimskih gomil, pa seveda je, da so Rimljani živeli tu pri nas pred leti nazaj, tudi imamo arheološki park, pa vsako leto priredimo tudi rimski tabor, tako da se bomo letos skupina predstavila kot Rimljane. Imamo legionare, potem malo teh otrok mladih, Rimljane, Rimljanke, predi ste sužnja. Po povorki pa so imeli osrednjo prireditev ob občinskem prazniku. Srednja proslava s kulturnim programom in pa podelitvijo priznanj in nagrad naše občine, to se pravi grbov, zahval, plaket, županovih priznanj, županovih petic za devetošolce in pa seveda tudi nagrad priznanj najboljšim študentom na različnih fakultetah. Pohvalil je vse, posebej pa izpostavil Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, ki je dobilo na prireditvi tudi posebno priznanje. Tako da res smo ponosni na naše društva. Moram pa izpostaviti letos zlati grb naše občine pa prejme Društvo kmečkih deklet in žena iz Cerkvenjaka, ki že nekako 50 let aktivno deluje in danes seveda se tudi predstavljajo s svojimi kulinaričnimi produkti in seveda tudi nasploh ob vseh prireditvah so tudi prisotne v naši občini. To društvo deluje že 50 let, ob visokem jubileju so izdali tudi bilten oziroma zbornik Domače nam paše tudi po 50 letih. Zbornik prikazuje, kako so naše ženske že pred 50 leti se pričele organizirano, aktivno vključevati v družabno življenje in seveda pripravile tudi prve razstave v Lenartu, v Gradišču, danes Sveti Trojici in seveda ob občinskem prazniku takratne občine Lenart so tudi tukaj predstavile naše tradicionalne jedi, kot je naša, jaz rečem, božanska pogača, to je slovensko-goriška gibanica. V zborniku pa so zajele še marsikaj drugega. Ta zbornik vsebuje v bistvu predstavitev vseh predsednic dosedanjih in kako so pomembno prispevale k ohranitvi naše kulturne dediščine. Potem druga polovica je pa tudi zbrana vsebina, se pravi naših domačih tradicionalnih jedi, tudi recepti. Najprej smo želeli vsaj 50 receptov, zdaj jih je malo več. Tudi predstavljamo bosman, tradicionalne torte, ki so pač bile tudi o porokah, pa tudi drugih, tudi žalnih slovesnostih pripravljene jedi. Tako da imamo tudi zbrane vse dosežke, priznanja, zahvale, plaketo občine Cerkvenjak. Tako res je ta knjižica zbirka naše preteklosti in moram reči tudi sedanjosti. Društvo se deluje z mnogimi, tudi v osnovni šoli, starejše članice so mentorice krožkov. Sicer pa je povorka pokazala, da vsa društva dobro se delujejo. Pod kozolcem v Čreti v občini Poljčane pa so zapeli kvantropirci. Njihov koncert je občina Poljčane podarila svojim občanom o praznovanju 3 praznikov in sicer Dneva državnosti Republike Slovenije, 140. obletnice kozolca v Čreti in v okviru 20-letnice občine Poljčane. Tako se je zgodil koncert, ki si ga bodo prisotni občani in občanke zagotovo zapomnili.
Predvsem dan državnosti je botroval temu, da so na občini Poljčane sklenili občanom podariti prav poseben koncert skupine Kvatropirci. V bistvu naša želja je, da ljudi povezujemo, to je tudi skozi moja želja, celoten mandat smo delali na tem, da vlagamo predvsem v ljudi in po mojem mnenju je glasba tisti razlog, ki povezuje in zato tudi danes takšen koncert. Mislim, da si ga Poljčane ob takšni obletnici tudi zaslužimo. Ambient smo pa še posebej izbrali zato, ker smo v bistvu občina v osrčju narave, v Naturi 2000, tako da smo v neposredni bližini naše Dravinjske doline, pod Toplarjem, starim 140 let in je prav, da na ta način tudi obeležimo dan državnosti. In celo v sami skupini Kvatropirci je bil ta koncert res nekaj posebnega, saj pred tem člani še niso peli pod kozolcem. Fantje, ste že kdaj nastopali pod kozolcem? Ne še. V bistvu ne. Nikoli še. In se prav veselimo na današnjega večera, glih zaradi tega. Tako lepo je tlele, super. Vreme že tudi lepo služi, drugače pa res neki taki čarobni ambient je. Kako boste vi prispevali, imate poseben repertoar, izbor pesmi? Danes mogoče, ker je tudi tale današnji dogodek malo v sklopu našega praznika slovenskega, smo tudi mi se odločili, da bomo kar ostali na slovenski glasbi, tako da bomo tudi naše samo slovenske izvajali, pa tudi kakšno bomo še dodali tako. Pa zdravljico bomo seveda začeli, kot se spodobi. Pa kakšno pravo slovensko še dodamo. In tako je tudi bilo. Čarobno zaradi izjemnega prizorišča in čarobno zaradi njihovega petja, ki ga cenijo tudi tisti, ki so prišli na koncert in tam uživali. Meni se zdi, da je to res nekaj zelo prečudovitega, ker to je pač v Poljčane zelo znano, naš kozolec, in zelo redkost v tem kraju in meni je zelo fajn. Zelo sem vesela, da lahko prijem to poslušati danes in da imam to možnost tako blizu in v domačem okolju jih poslušati. Zelo smo ponosni, da imamo kaj takega, ne? Tokrat je bilo toliko prireditev v okviru 20-letnice, ker občine Poljčane, tako da res vsa čast župani pa vsem ti, ko to delajo. Tako da to je super. Smo zelo zadovoljni, veseli. Pa koncerta se verjetno tudi že veselite? Ja. Pred kratkim smo imeli bliže na enem koncertu, ki so ga izvedle Bleščice, je bilo super. In tudi veliko obiska, tako da smo ponosni na vse. Tale ambient je zelo čudovit, mislim, da je pravi čas, timing, vreme nam bo služilo. Nekaj čudovitega. Lepo je, da se tako dogaja. Vem edino, da se na moj krst, ko sem se skrstil, da je bilo tako neurje, da se je kozolec podaril. Ampak danes stoji in je to. Ja, ljudje so bili zadovoljni, pevci tudi, ne nazadnje tudi županja, tako da velja, kot so sami dejali. Lepo je, da se dogaja in naj se dogaja tako lepo še naprej. Za na konec pa še k športu in sicer v športnem parku Cirkulane so pripravili prave športne igre, saj je športno društvo Cirkulane priredilo najprej športni ribolov, nato pa še tekmovanje v nogometu in v odbojki na mivki. Vreme je sicer prekrižalo načrte, no želeli pa so imeti še zabavne in vaške igre. Športno društvo Cirkulane vsako leto v okviru občinskega praznika pripravi vaške igre. Letošnje so zajele športni ribolov, nogomet in odbojko na mivki. Ribolov je že za nami, bilo je 12 tekmovalcev. Največji ulov je bil danes 4 kg. So pa rekli ribiči, da ni bil dober dan za ribolov, ravno so še dosti večji komadi v ribniku. Nogometne tekme pa so začeli zgodaj popoldne, na koncu so najboljše ekipe dobile pokale. Tekmovanje je zasnovano tako, da med seboj tekmujejo vaški odbori. V kraju je 12 vasi, ki so organizirane v 10 vaških odborov. In po vaških odborih se naredijo ekipe. Imamo pač tako pravilo, da mora biti član ekipe občan občine Cirkulane. Izjemoma pa lahko nastopajo tudi člani, ki so nekoč obiskovali osnovno šolo v Cirkulanah. Tako da na nek način lahko držijo stik z krajem še našim. In v pravilih imamo zapisano tudi to, da so v ekipi lahko sodelujoči samo krajani striktno vaškega odbora. Izjema je lahko en igralec, ki je lahko iz drugega vaškega odbora. Vaški odbori se tako zbrali ekipe, ponekod lažje, ponekod pa malce manj. Malo je že zadnja leta res težko izbrati ekipe, ampak se potrudimo, tako da se da. Kjer je volja, tam je moč. Tako, ne?
Drugače pa pravi športniki, ki se radi družijo, ali kako lahko rečemo? Pravi športniki oziroma ne samo pravi športniki, športniki po duše za druženje. Jaz bom tako rekla, načeloma so te vaške igre ob občinskem prazniku bolj namenjene ne tekmovalnosti, ampak druženju med seboj, da se tudi vidimo, malo pogovorimo, malo poveselimo, seveda pa tudi malo potekmujemo, ampak v mejah normale. Sočasno kot nogomet pa so na drugi strani športnega parka bile tekme v odbojki na mivki, kjer je veljalo, da igrajo mešane ekipe. Pa turnirja pa sta brez sodnikov, to pomeni, da igralci si sami sodijo in na ta način tudi znižamo nekoliko tekmovalno napetost, da je vse skupaj bolj v prijateljskem duhu. Mislim, da je danes nastopa 5 ekip ali 6. Igra se na 2 dobljena niza na 15. Danes smo nekoliko priredili pravila, malo smo skrajšali čas iger, pa število osvojenih točk potrebnih za zmago je nekoliko manjšo, ker se nam obeta slabo vreme. Sproščeno, a vseeno nekoliko tudi tekmovalno, je bilo na igrišču za odbojko na mivki. Na koncu je to v bistvu zato, da se imamo fajn, ne zato, da bi tekmovali drug po drugmu, sicer smo tekmovali, ampak na koncu je druženje. Ste se kaj pripravljali na to odbojko? Ne, enkrat na leto pridemo sem, se podružimo in to je to, ne, ni kakih posebnih priprav. Torej, sproščeno, z veseljem, da se srečajo, se gibajo in povezujejo drug z drugim preko športa in rekreacije. Toliko za danes v oddaji Občinski informator, no poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri, 27. junija, obeležujejo svoje obletnice lovske družine in sicer ob 14. uri se bo obletnica oziroma obeležitev slednje ob 80 letih začela v glasbeni šoli Bistriški Jarek, kjer bo torej svoj jubilej obeležila lovska družina Muta. No, slovesnost ob 80-letnici obstoja pa prav tako lovske družine Stoperce v domu krajanov Stoperce in na ploščadi pred domom krajanov pa se bo začela torej ob 18. uri v Stopercah. Toliko z moje strani, imejte lep preostanek tega tedna in nasvidenje.